Spoštovani gospod Škof Štumpf, nazadnje, ko so se pogovarjala pred kamerami, je to bilo v Murski Soboti, na studiu televizije AS. Tokrat na vašem novem delovnem mestu, škofija Koper, vaša pisarna in vaš čas, ki ste ga namenili nam. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala za prijateljski obisk. Nabralo se je namreč zelo veliko. To leto zgleda je že polno dogodkov, kot kaže jih bo še več. Vaš odhod, premestitev, potem tudi premestitev gospoda Nuncija, potem tudi smrt papeža Frančiška, sedaj konklave. Kako uspevate vse to z nekim mirom doživljati te stresne trenutke? Preprosto, kako ste se ujeli na novem delovnem mestu? Tukaj najprej poudarim svoj prijateljski pozdrav poslušalkam in poslušalcem v Murski Soboti preko televizije AS. Sem vesel, da se tako ponovno srečamo. No, moram reči, da veliko je tukaj Božje pomoči in nagibov Svetega Duha. Kot sem že omenil, ne bi se rad preveč ponavljal, prehod ni bil lahak iz Murske Sobote v Koper, zato ker ta škofija je moja srčna škofija. Rekel je, tista škofija, kateri sem podaril najlepši del svojega življenja, vitalen del svojega življenja, ustvarjalen del svojega življenja. In moram pa povedati, da ko sem prišel v Koper, seveda sem prinesel to škofijo sem kot dom, zato imam tako občutek, da nimam domotožja. Povsod po Sloveniji se počutim nekako doma, kjerkoli sem, tudi tukaj. Ko sem v Kopru, se mi še vedno zdi, kot da sem doma v Murski Soboti. Namreč tukaj so me zelo lepo sprijeli, tako duhovniki kot sodelavci in sodelavke na škofiji, zelo lepo. In pa tudi ljudje, kamorkoli grem, na vse strani škofije, ki je zelo velika, približno 3-krat večja nekako kot Mursko-Soboške. In že sam podatek, recimo, da iz enega konca na drug skrajni konec škofije potrebujem 2 uri in pol vožnje skoraj. To je isto kot Koper, Murska Sobota. V tem obdobju od 1. februarja do sedaj so naredila z tajnikom, z gospodom Blažem 15 000 kilometrov, torej 5 000 kilometrov na mesec približno vožnje. S tem seveda, da sem še vedno upravitelj, apostolski upravitelj Soboške škofije in me mnogi sprašujejo, kako to zmorem. Gre z veseljem. Moram reči, da nimam stresnih obremenitev, utrujenost pride včasih, zato si vzamem tudi kakšen dan, nekoliko mogoče za rekreacijo več ali pa tudi počitek. Ampak ljudje so me tukaj res sprejeli z ljubeznijo, tako da sem že parkrat vprašal, če so imeli slučajno kakšen referendum tukaj v Kopru, kako sprejeti soboškega škofa, in se smejijo. Ne, poznamo vas, poznamo vaše besede, vaša sporočila, vaše delo, dobrodošli med nami, veseli smo vas in hvaležni tudi, da ste sprejeli in prišli, čeprav vemo, da to za vas ni bilo lahko. Druga stvar, tukaj najdem veliko Prekmurcev oziroma ljudi, ki so povezani s Prekmurjem. Imajo sorodnike v Prekmurju oziroma Prekmurci jih imajo tukaj. Tako da neverjetno, kako sta Pomurje in Koprska škofija, torej ta naš primorski del, povezani med seboj z sorodstvi, z znanci, z prijatelji. Gremo recimo na kakšno turistično kmetijo, se čudimo dobrotam in jih okušamo, seveda jih ocenjujemo kot pristne mesnine tukajšnje dežele, potem mi pa povedo, ja, ampak živalce, iz katerih je narejen ta pršut ali salame, klobase, so pa iz Vržeja ali iz Goričkega. To se pravi, ljudje hodijo tudi tja nabavljati te dobrine, da potem lahko te proizvode dajo ven. Tako da je povezava in tudi sem vesel, da zdaj recimo že duhovniki Soboške škofije bodo prišli sem junija na tako imenovani mesec oziroma dan posvečenega življenja oziroma duhovniškega posvečenja, die sanctificationis, sem v Koper na obalo,
dočim tudi nekateri naši duhovniki, kar 2 dekani, bosta po to isto prišle v soboto. Potem bomo šli tudi na dnevni izlet iz Soboške, torej iz Koprske škofije oziroma iz uradov Koprske škofije v Mursko Soboto in v okolico, tako da imamo že rezervirana mesta, tako za Sveto Mašo, kot tudi za, rekel, za tisti priboljšek v smislu dobre kulinarične mize popoldne. Torej je lepo, je dinamično, veliko dela, torej moram si vzeti res iz koledarja, ki je čist prečrten, napisan, na novo, narejen kakšen dan, tako da se človek težko znajde, kaj, kje, kako, ampak gre. Sodelavci so odlični in moram reči, da tudi duhovniki z veseljem prihajajo na škofijo v različnih zadevah. Torej vsak dan kakšen na pogovor, na svet ali pa tudi povabila, recimo v župnijo. Tako da včasih imamo 2-3 dogodke dnevno na župnijah, recimo 2 birmi, pa še potem Sveta Maša za bolnike ali pa birma, pa Sveta Maša za gasilce in podobno. Tako da dinamika je in se veselim, Bog samo daj zdravje in moči, da bo šlo naprej. Se to ravno, ne? To zaposlenost človek verjetno z veseljem na sebe prevzame, ker se zavedate, da gre za poslanstvo, ne? Zdaj celo dvojno, kot rečeno, kot ste rekli, ste še vedno apostolski administrator Soboške škofije. Nekako smo zato tudi prišli k vam, ker smo takrat rekli, da vam obljubimo, da s tem izpolnjujemo svoj dolg, da vas obiščamo, ker ljudje so se navadili tudi na najne pogovore, škof mimo Prižnice, ker ste ravno to bližino škofa do svojih duhovnikov, do svojih vernikov, tudi preko našega medija želeli narediti, kar se da, torej vsakdanjen, blizu vsakemu. In v teh funkcijah, ko ste, ne, vi poleg tega, da torej ste škof, ordinarij za Koprsko škofijo in potem tudi apostolski administrator, ste še tudi pri Slovenski škofovski konferenci predsednik komisije za ekumenizem in medverski dialog. Torej še to. Torej tu je še potem tudi Ljubljana vmes, Murska Sobota in kot ste rekli, kilometri se nabirajo, energijo je nekje potrebno imeti. Enako bova zdaj na koncu tega najinega pogovora poskušala vse tako nekako zaobjeti še z tega pastoralnega, osebnega stališča, vendarle bi se morala dotakniti po moje najbolj vroče novice, ki seveda vas tudi, vse nas, pa vas še verjetno nekoliko posebej, zadeva je sedanji konklave. Ko smo prišli sedaj k vam, smo opazili, da tu spremljate, kaj pogrešate, oziroma ste imeli morda namen to spremljati tudi v živo v Rimu, oziroma kaj si obetate od konklav? Torej, to spremljam jaz z molitvijo, tudi z pogovori, tukaj z ožjimi sodelavci, potem seveda tudi preko medijev, sem hvaležen medijem, da sedaj ta dogodek prenašajo neposredno. Tako da je to čisto dovolj, ker seveda dolžnosti še ostajajo na škofiji, zdaj smo v dobi kanoničnih vizitacij, srečavanj z birmanci, starši, botri, potem pa tudi Svete Maše imamo z njimi oziroma veliko spovedovanja in tako da smo tukaj kar zaposleni. V tem smislu, da ni mogoče zdaj iti v Rim, zato da bi to spremljal. No, z druge strani pa seveda Je to zmotilo vaš delovnik nekako? Ja, predvsej, ko je že papež Frančišek umrl, nenadoma, nismo tega pričakovali na velikonočni ponedeljek, 10 do 10 sem bil za krsti, da sem se pripravljal za birmo v župniji Hrušica, to je tukaj proti Hrvaški, župnija, hrvaški meji. No in je prišla novica, da je umrl papež, sprva nisem verjel, potem so mediji to hitro raznesli okrog in seveda smo se že potem pri tej sveti birmi spominjali papeža Frančiška z veliko hvaležnostjo, spoštovanjem in vsem otrokom, pa mislim birmancem in staršem dejal, ste v zgodovinskem momentu, zdaj prejemate sakrament svete birme, ko je papež umrl
in pa ko je seveda vsa cerkev moli za papeža in nekako čuti stisko in sedaj že imate priprošnjika v nebesih. Potem pa že, ko se cerkev tudi ozira naprej, že v novega Petrovega naslednika. Seveda, takoj so potem tudi mediji tukaj z Kopra kontaktirali mojega tajnika Blaža, da je Boškovu dosegljiv za izjavo. Seveda Blaž jim je povedal, da to ni mogoče, ker je Škof službeno odsoten in seveda bilo je potrebno takoj določiti termin. In to je bilo 2:30 popoldne, so me čakali že na dvorišču, da sem dal prve izjave, to se pravi, sem prišel od Birme. In potem v 4 popoldne pa sem imel že na Markovcu sveto mašo ob 60-letnice revije Ognjišče in 30-letnice Radio Ognjišče. Tako da je bil to cel dan. In potem pripraviti hitro izjavo za javnost ob smrti, ker tudi to so pričakovali. Seveda tukaj moramo tudi vedeti, da smo na dvojezičnem področju v Kopru in je treba tudi izjave pripravljati v italijanskem jeziku. Ampak zahvaljujoč svojim sodelavcem je to zelo hitro šlo. Tako da že zdaj, ko se mi to pogovarja, mediji že drugi tudi trkajo na vrata za izjavo ob izvolitvi novega pape oziroma poteku konklav. Tako da je treba biti nekako vedno naprej, že hvala Bogu, z mediji nimam težav. Ni mi potrebno ne vem kako dolgo tuhtati in iskati besede in tudi sporočila, kaj bom povedal. Tako da tukaj gre kar hitro in to je seveda velika pomoč in tudi velika prednost. Vse, kar se tiče tega konklava, ja, konklave kot vsaka druga v 2000-letni zgodovini, čeprav z velikimi modifikacijami. Nekako konklave, ki ga poznamo danes, je približno staro okrog 900 let. Prej, v prvem tisočletju, je prišlo do drugačnih volitev, tudi ko je rimsko ljudstvo volilo papeža. Seveda, ko so potem tudi v srednjem veku razne skupine ali močne fevdalne družine, meščanske družine, ki so bile bogate, Viskonti, Medičejci in podobno, vplivale ali pa poskušali vplivati z svojimi kandidati. No in seveda smo lahko zelo zastrigli z ušesi, ko je voditelj konklavov, kardinal Pietro Parolin, jasno povedal oziroma prebral torej papeški dekret o tem, na kaj se nanaša prisega glede konklav, da se absolutno ogibamo volivci, torej vsakemu zunanjemu, notranjemu vplivanju, tako kulturnemu, političnemu, družbenemu, torej tukaj gre za popolno svobodo in odgovornost v veri. Zdaj, veliko se je govorilo, kdo bo papež in kdo je kandidat in tako naprej. Ja, vse te govorice imajo neko veliko osnovo, kajti gotovo ti kardinali, to so izjemno sposobni ljudje, versko, intelektualno močni, z velikimi izkušnjami, tudi če so nekateri zelo mladi, prihajajo iz zelo različnih področij, in tudi, seveda ne nazadnje, tudi z različnimi pogledi na cerkev. Bistvo je seveda za papeža vedno tam, da ohranja edinost cerkve, da jo vzdržuje, neguje oziroma krepi, pa hkrati tudi, da ohranja nauk, tako v veri kot v morali, in pa seveda tudi tradicijo, ki ni samo zgolj v nekih, obredjih, ampak predvsem v tradiciji samega nauka, ki temelji na trdnosti občečloveškega, to se pravi tisto, kar je nekako postulat zdrave pameti, kot temu rečemo po domače, da znamo razločevati med tem, kaj je dobro in kaj je slabo, in da papež izbira dobro in zavrača slabo.
In seveda tukaj on je torej branitelj in hranitelj in tudi varuh tega. In seveda papež tudi ohranja vero kot apostolsko vero, ki jo izpovedujemo tako v dveh oblikah, nicejsko-carigrajska, pa hkrati še druga apostolska veroizpoved. No in seveda zanimivo je zdaj to, da te konklave potekajo v enem zelo zanimivem zgodovinskem trenutku. In sicer Ukrajina je napadena od Rusije. Nikakor priti do miru. Toliko prevar, toliko lažnih besed, obljub in ne vem, če sem še vse populizma. Ljudje umirajo. Seveda, tukaj je še problematika zdaj novega spopada med Indijo in Pakistanom. Potem tukaj 80-letnica zaključka druge svetovne vojne, ki se še ni končala. V bistvu očitno je, da se ni. Ker ti napadi nikdar niso prenehali med ljudmi. Vedno je bila nekje v nekem kraju na svetu neka vojna, krajevna ali širšega obsega, no in zdaj absolutno se vse to intenzivira. Zato seveda recimo vse te obletnice, potem tudi parade, recimo v Moskvi, ne bodo tako medijsko izpostavljene, kot so konklave in izvolitev papeža. Torej, številka ena vseh novic in zanimanj je sedaj izvolitev papeža. Drugo je vse v drugem, tretjem planu. In zame je to Božja govorica. Veste, to ni bilo načrtovano, to ni bilo predvideno, ampak je to šlo v ta čas čisto po nekem protokolu. Je pač Frančišek se poslovil in šel v Početovo hišo in seveda po predvidenih protokolih, ki so bili že dani pri predhodnikih, kako naj volite poteka, recimo Benedikt XVI je to določil zdaj, recimo ta čas od žalovanja do konklavanja glih naneslo na zdajšnji trenutek, ki je toliko kritičen in pereč. Zame je to jasna govorica z neba ali z nebes, iz Božjega prestola. Jaz, samogočni Bog, imam stvari pod kontrolo. In zato sedaj v tem trenutku vam pošiljam tega in tega človeka za pastirja. In jaz bom vodil cerkev naprej, tudi ne glede, kaj se bo dogajalo, torej stvari so pod kontrolo samega Boga. On je alfa in omega in je on avtor zgodovine. Drugo vse je gre. Ravno zato, ker živim tako v burnem svetu, Bog ne daje, ampak obetajo se celo nova žarišča, človek nikoli ne ve, ali bo na Tajvanu izbruhnilo, ali bo Gaza še bolj eksplodirala, ali celo z Iranom. In dejansko, kakorkoli je upravljal poslanstvo, papež Frančišek je vidno pešal. In dejansko mislim, da morda res lahko razlagamo kot Božji poseg zopet novega pastirja z neko energijo, ker bo potrebno ta svet dajati mu upanje, poziv k miru, poziv k pogovorom z nekim novim zagonom. Verjamete, da bo konklave kratek in ali mislite, da bo prišlo do nadaljevanja tega, kar je že zastavil Frančišek, ali da bo prišlo do kakih sprememb v smeri, ki je bila do sedaj? No, kot sem že nekoliko omenil, seveda bo prišlo do nadaljevanja vsega tega, kar je tudi delal Frančišek, vendar v nekih drugih modifikacijah, na nek način. Vsak človek je svoj značaj. Tudi ima svojo kilometrino, svojo preteklost, tudi svoje izkušnje. Gotovo se je cerkev približala revnim že v času zelo močno drugega Vatikanskega koncila, ki je zelo jasno poudaril v svojih dokumentih, da je v tem človekovem razvoju, z tehniko, v vsem tem, kar človek sedaj doživlja kot tehnološko revolucijo, je zelo potrebno videti in priznati in torej upoštevati človeške omejenosti, tudi človeštva kot civilizacije. In ta je seveda, da vse lahko teži samo k razvoju v dobro človeka, če to ne, potem seveda so hitro lahko tukaj spopadi. No in Janez 23. seveda se je tudi nekako približal Bogim, tudi s tem, da je jasno dejal in zagovarjal to, da cerkev
prihodnosti in prenova cerkve bo prišla po ubogih. Tudi Janez Pavel II, vemo, da je zelo dosti obiskal uboge, torej predvsem v Latinski Ameriki, v Afriki, se je srečaval z ljudmi v tako imenovanih faveljah. No in Frančišek je to seveda dodal samo za svojo karizmo, svojo odprtostjo, preko tudi komunikativno dinamiko, da smo nekako prepoznali v njem človeka oboštva, saj je nenazadnje tudi izbral izrecno slog preprostega papeža, ki je nekako odpravil tiste tudi določene ceremonijale v zvezi z njim, potem tudi še velikokrat mimo protokola, da se lahko približal ubogim, bolnim. To je bilo seveda za varnostno službo velik zalogaj. Tudi vozil se je v Fiatu, ne v kakšnem Mercedesu in podobno. Ne. Tako da tu je šlo za en slog in seveda cerkev se temu približevanju Bogom nikdar ne more ogniti. Vprašanje je seveda, na kakšen način bo to novi papež tudi izpostavil in pokazal, ker v bistvu je služba v Bogu in to je apostolat evangelija. Če cerkev ne služi v Bogu, potem to ni evangeljska cerkev, to je nekaj čist drugega, ne? Je neka organizacija, ki pač je. Tako da to je to. Zdaj pa seveda moramo tudi vedeti tole, ne? Smo pa seveda v enem zelo težkem zgodovinskem družbenem kontekstu in recimo Pij XII, ne, ki je prihajal iz nemškega sveta kot kancler oziroma kot nunci svetega sedeža in je poznal nemške razmere in je bil leta 1939 izvoljen za papeža, ne. Je te razmere seveda tudi poskušal upoštevati v svojem pontifikatu. In seveda na tak način je vedel točno, kdo je Hitler, če se je sposoben, kaj lahko ta človek se zagreši, če je samo ena majhna nepredvidnost, lahko pride do strahotne tragedije. Zato je recimo Pij XII tukaj ravno za mnoge, seveda tu so veliko tukaj potvarjanj in namernih zavajanj, da bi naj ravnal bolj odločno, da je bil nekako preveč diplomatski in podobno, ampak seveda v okviru te diplomacije je reševal mnoge Žide, ogromno jih je rešil, pa tudi druge, tako da je pač deloval zelo trezno, umirjeno in cerkev nekako tudi v drugi svetovni vojni, čeprav o velikanskih izgubah, tako ljudi, tako vernikov in škofov, duhovnikov, vendarle ostala in preživela. Seveda tudi Janez Pavel II je bil človek iz sodne izkušnje, ne, iz sodnega bloka in tudi takrat kardinali niso kar tako, ampak je bil to res navdih Svetega Duha, da so postavili na Petrov sedež človeka, ki je potem pozneje, kmalu zatem seveda, tako rekoč, zrušil Berlinski zid, ne, in postavil cerkev seveda tudi na vzhod. Saj on je dejal, da je Evropa entiteta, ki diha z dvema pljučama, to je zahodna in vzhodna Evropa. No, seveda to je tudi sedaj, novi papež je nekako tudi v eni, rekel, nevralgični situaciji, ki je seveda ga izziva, kot sem že omenil, vsi ti spopadi, vse te čudaška ravnanja tudi teh voditeljev velesil, kako se z njimi skomunicirati, kakšno diplomatsko službo bo tukaj spostavil. Torej, to je ogromno veliko vprašanj. Ampak za mene osebno je nekaj, kar pa nisem zasledil toliko, mislim, da ne, jaz vsaj osebno nisem uspel najti, ne v katoliških medijih, ne izvej še manj, da cerkev v bistvu potrebuje svetiškega papeža svetnika. Ne. Mi smo bili v obdobju nekako 100 let papežev svetnikov. To je Pij X, ne. Potem Pavel VI, Janez Pavel I, Janez Pavel II, ne. In seveda še
tudi upamo že na moč priprošnje Benedikta in Frančiška. Torej, rabimo svetnike, ki nas bodo nagovarjali, hrabrili k hoji za Kristusom. In seveda ta hoja za Kristusom, to je Frančišek tudi začrtal, kako bi to naj šlo. Torej, evangelsko doslednost in pa seveda tudi ta, sinodalna odprtost v smislu poslušanja, pogovarjanja, razločevanja v Svetem Duhu. Ne nazadnje včasih postavljamo celo skoraj nečloveške zahteve do takih položajev, funkcij, kot je papež. To se mi zdi včasih kot hoja visoko nad tlemi po vrvi in lovljenje ravnotežja med vsemi, med političnimi aspekti. Tu so potem teološke zadeve, administrativne, finančne, pastoralne. Mislim, to je toliko tega, da dejansko tudi ni moč, ni pravično, da bi združili, da bi vse projicirali v enega človeka. Vem, da sem poslušal napovedi kardinala Dolana, ki je rekel, da si želi nekoga, ki bi imel srce Frančiška, to karizmo Janeza Pavla II. In to teološko globino Benedikta XVI. In to v enem človeku, recimo, se je sam rekel, bi bilo nerealno, je nepravično. Stroja za vse ni, tako malo grobo rečeno. Čeprav, jaz pravim, Bog daje papeža vedno za tisti čas in za pravi čas. Vsi zato pa kot vernik neka radovednost gotovo je, kaj bo tisto prvo sporočilo z balkona po Habemu s papam, seveda po tistem pozdravu, ker na nek način se mi zdi, da bo že malce razgalil svoje prioritete. Zato sem tudi vprašal, koliko bo to mogoče povsem v Frančiškovem duhu ali če bo nakazal kakršnokoli spremembo. Zato, če prav razumem, tudi ne boste presenečeni, če se bo najdel ime Frančišek II. Ali pa če ne bo tega imena, tudi če bi bil Pij XIII. Zame bi bilo zdaj fantastično ime, da bi se jim najdel ime Atanazij. Atanazij. To je pa proti hereziji. To je namreč škof, to je bil škof v prvih stoletjih. Arijanizmu, Proti arijanizmu. 5-krat pregnali svoje škofije, pa se vrnil nazaj. Potem pa seveda veliki cerkveni oče in seveda to je svetnik zahodne in vzhodne cerkve. Zelo močna osebnost, lepo ime. No in seveda zaradi teh zdrah Ukrajina, Rusija oziroma Rusija-Ukrajina je zelo opešal ekumenizem v smislu pravoslavja pa katoliška cerkev. In tudi novi papež je to zadnji velik izziv, da se obnovi ekumenska pot z rimsko in vzhodno cerkvijo oziroma pravoslavnimi cerkvami. Ker tudi vemo, da med samimi pravoslavnimi cerkvami je veliko needinosti in tudi vse to še dodatno poglablja in deli samo vesoljno cerkev. Tako da tudi to je eden od velikih izzivov novega papeža in če bi novi papež se lotil večinsko samo tega primera, da bi zopet postavljal dve močnejše mostove med Zahodom in Vzhodom, bi se tudi to posledično veliko prispevalo tudi k miru. Ker vemo, da recimo v pravoslavju je to zelo pereče, kam kakšna cerkev teži, katerim središčem političnim. In to je tako opazno in seveda tudi boleče in nekako pomanjkanje te notranje svobode. Tudi pri določenih voditeljih pravoslavnih cerkva je nekako prenaša čudenje, kako je to možno, seveda odpovedati se temu, tej odvisnosti z prestolom, svetnim prestolom pomeni pa takojšnje mučeništvo. Tega je bilo tudi v pravoslavju veliko v preteklih stoletjih in seveda ni enostavno, mi to lahko govoriva, vendar potem konkretni življenjski koraki nekega škofa ali nekega patriarha, ne nazadnje potem konec koncev na Zahodu tudi papeža, so pa neka druga reč. Ampak tako, rekel, to je veliki izziv, ekumenizem zdaj. Pa seveda potem tudi nadaljevanje papeža z pogovorom z nekrščanskimi verstvi, recimo islamom. In iskanje še naprej poti tega sožitja, ker
Tudi tukaj je bilo veliko narejenega, ampak vsega veliko še bo tudi ostaja odprtega. Sej mogoče se gledalci sprašuje, kako to, da ne veva ime papeža, ker se snemamo v četrtek, oddaja bo na sporedu v nedeljo, morda bo že takrat znano, zelo verjetno, ne? Sami ste namignili, da morda, če je danes četrtek, v petek bi že lahko bil, ali pa celo danes, ne, že znan. Tako da naj gledalce oprostijo, ker midva trenutno še ne veva, kdo je papež, morda bo, da še... Ampak obstaja to globalno neko pozitivno vznemirjenje, se mi zdi, ki ga ste omenili in ki ga je moč začutiti, ne, v neko težko, težko hočem reči, zelo hrepeneče, ne, to pričakovanje, da bo ta nov papež res dal tega upanja, ne, ker ta svet postaja vedno bolj tvegan, vedno bolj negotov tudi, kar se eksistence tiče za mnoge, ne samo države, narode, ampak dejansko se lahko zgodi tudi globalno, omenili ste, ne, obe sta jedrski sili, tako Indija kot Pakistan. In se mi zdi, da to, kar ste tudi že nekako nakazali, ta dialog, kjer ste tudi vi predsednik pri Slovenski škofovski konferenci. Namreč bi se zdaj torej vseeno zopet obrnila nekoliko k vam, ravno glede tega vprašanja, ker nov papež gotovo bo tudi to poudarjal, vi ste v tej funkciji, kako z tega položaja, iz Kopra, iz koprske škofije, iz tega dogodka, ki je bil lani, ki je napovedan za letos, poskušate dejansko prinašati, oznanjati, ne nazadnje, mir med verami, ki je potem tudi mir med ljudmi. Tu mislim na te priprave na dogodek v Kopru, oziroma kako je to daleč, kaj bo glavno sporočilo? Ni enostavno. Namreč gre zdaj za drug forum v Kopru, ki bo 14. in 15. junija. A to je še čez dober mesec? Ja, čez dober mesec. Ja, to je tu. Delamo intenzivno, čeprav seveda veliko energije porabimo za to, da vabimo, spodbujamo, opogumljamo, da pridejo iz Balkana sem voditelji. Ker se vidi tukaj prav to, kar sva prej rekla, ta strah in tudi nekako nelagodje drug pred drugim, tako v pravoslavnem svetu, kot tudi med pravoslavnimi in muslimani. In tako, recimo, muslimani se zelo želijo, da bi bila udeležba na forumu čim večja, čim bolj številčna, tudi z pravoslavne strani. Tako da tukaj nam res gre veliko časa za to, da vabimo, spodbujamo in seveda še zbiramo tudi prijave. Tako da ta forum v Kopru, zdaj že drugi, je, rekel, kar zahteva veliko energije, volje in vere. Tudi seveda strani Svetega sedeža nismo mogli dobiti zdaj zaenkrat nobenega kardinala, tako da pridejo samo, rekel, predstavniki teh dikasterijev za kanonizem pa medreligijski dialog. To so tajniki ali pa kakšen podtajnik. Seveda vemo tudi, da zaradi nekako nejasnosti, negotovosti, kaj bo s papežem Frančiškom, kaj bi se vse dogajalo z njim, seveda zdaj po konklavu se bodo ponovno formirali, torej formirali vodstvo dikasterijev, čisto na novo. Tudi to bo nekaj časa trajalo, ne, da bo prišlo do, rekel, konsolidiranja teh dikasterijev in za funkcioniranja. Tako da smo rekli, mi forum imamo, kdor pride, naj pride, kdor voli, nek izvoli, mi ga bomo imeli. No, lahko rečem, torej pride pa belgradski kardinal, nadškof Vladislav Nemet, on bo prišel in tudi bo imel, torej bo tu aktivno sodeloval. Potem, če ne bo nobenega predstavnika, ne, iz Vatikana, potem bi on tudi prevzel vodenje svete maše v nedeljo z procesijo svetega Nazarija. Čas svetega Nazarija po koprskih ulicah, to zelo močno podpira tudi koprska občina. To je bilo ob 1500-letnici Kopra, lansko leto, zelo lepo, in smo tudi na občinski ravni rekli, da bi s tem nadaljevali in mi to podpiramo, ne. No, vsa dogodek v soboto se ob 10. začne z predstavniki.
Torej pridejo tudi mufti iz Sarajeva, to je potrjeno, iz Ljubljane, iz Tirane. Potem pride tudi predstavnik srbskega patriarha, torej škof, ki upravlja zagrebško ljubljansko metropolijo, torej VD, namestnik patriarha za to škofijo in škof Buenos Airesa, škof Kiril. No, potem tudi pride predstavnik Carigajskega patriarha, ta metropolit. Pride potem nadškof iz Izmirja, naš Martin Kmetec. Potem pride tudi iz Bukarešte škof, torej pride tudi pravoslavni metropolit Štefan za grško pravoslavno cerkev. Potem je kar uspelo. Pridejo potem tudi sosednji italijanski škofje. Ja, seveda, ampak pravim, zelo smo veseli in mi se veselimo vsakega tukaj, zelo dobrodošli. To je veliki dar, da pridejo, ne? Ampak veseli pa bomo enkrat, ko bomo prišli tudi poglavarji, recimo, prvi med enakimi, kot se temu reče, ne? Ampak zaenkrat je to dobro. Ampak bomo ob 10. začeli nekako skupnim, pride tudi predsednica republike, vabljen tudi predsednik vlade in nekateri ministri, pa seveda vsi predstavniki družbenega, kulturnega življenja, tudi v Kopru in v Sloveniji, torej znanstvene ustanove tudi, univerze. No in bomo se predstavili drug drugemu, potem pa imamo nekako 8 velikih govorcev in potem nekako 10-12 manjših, torej 3-4 minute manjših govorcev, torej govorcev z krajšim timingom ali terminom in seveda pogovor. Vzporedno s tem bodo imeli debato tudi in sicer mladi, ki bodo prišli z temi predstavniki iz Balkana oziroma tudi iz srednjih šol, katoliške, pravoslavne in muslimanske, srednje. In seveda pogovor bodo oni imeli tudi, tako kot predstavniki verstev, o skupnih vrednotah življenja, ki botrujejo miru. Te teme etične vrednote, življenjske, ki govorijo o miru. No, potem bomo imeli nekako skupno kosilo, ne bomo nič ločeni, bomo že skupaj. Tukaj, vse se bo dogajalo tukaj v dvorani Svetega Frančiška. No in potem bomo popoldne imeli še potem tudi neko tako skupno izjavo, skupno molitev, vsaka skupnost za sebe. In potem imamo zvečer slovesten koncert slovenskega okteta, ki tudi pripravlja pesmi na to temo. Tako malo z katoliškega, pravoslavnega in tudi muslimanskega okolja. No in potem naslednji dan je sveta maša v čast svetemu Nazariju. Tako da dogodek bo lep, pomenljiv, jaz mislim, da v teh težkih trenutkih, ko je tudi Balkan, rekel, zopet nov sod smodnika, ne, zelo pomenljiv. Tako da upamo, da se bo še v tem mesecu zgodilo kaj velikega, da ne rečem, moja srčna želja je, da bi se zgodil čudež, da bi na ta forum prišel papež, čeprav to brez bil čudež vseh čudežev, ne? Ampak ne vemo nič, pustimo se presenetiti. Ne? To je to, to je bil tak zdaj ta projekt, ki ga vodi zdaj Koprska škofija, skupaj seveda Slovensko škofovsko konferenco, ne? Ki je pokrovitelj tega, ampak v bistvu težo dneva noči pa nosimo zdaj sveta tukaj. Ne? Zdi se mi, da je Koper glede svoje lege zelo močna strateška točka ravno za take dogodke. Romanski narodi blizu sosedstvu, germanski takoj malo dlje, mislim, potem slovanski oziroma Balkan. Ne? In tu se mi zdi, da je že to samo položaj Kopra izredno primeren za kaj takega. Poleg tega pa seveda, včasih je že zadosti, da nekdo skrbi, da žerjavica tli. Tako. Da se potem v priliki, ko nanese
razplamtljive oge. Absolutno se strinjam, ta forum mi bomo ohranjali naprej, še naprej, kakorkoli, ne glede na to, prav zato, ker ste pravkar rekli, pomembno je negovati žarjavico, ki še tli, kajti vedno se bomo zavedali tukaj, da je to in da imamo referenčno točko, kjer mi se lahko dobimo, na kaj se lahko nanašamo in seveda smo pripravili tudi zdaj že preliminarno izjavo za javnost, ne, ob tem, in potem tudi skupno izjavo na koncu, nekako deklaracijo tega foruma in to so potem stvari, na katere se oziram potem tudi naprej. Pa toliko bolj, ker se mi zdi izredno pohvalno pa pomenljivo, pomembno, da tudi lokalna skupnost podpira. In zdaj bi pa nadaljeval, ne samo v kontekstu tega ekumenskega dogodka, te prioritete, kakšne ste si zastavili tukaj glede na Soboško škofijo in ta odnos z lokalno skupnostjo, mediji, lokalnim prebivalstvom, tudi z nevernim delom, se pravi ta nov položaj, v katerem ste se znašli, ker so ti izzivi, to, kar imate v načrtu, izvedljivi zgolj in samo, če imate tudi pomoč na tiste, na katere računate, da ne ponavljam lokalne skupnosti. Katere so vaše prioritete in kako ste glede tega, na kakšen odziv ste naleteli pri teh, mi rečemo deležnikih, gre pa torej za partnerje, podpornike, inštitucije, lokalne skupnosti in tako naprej? No, zdaj z koprskim županom se še osebno nismo srečali po mojem umestitvi za koprskega škofa. Čeprav je nuncij mu jasno dal vedeti, da mora skrbeti za škofa. Takrat v govoru, ampak seveda on je še tudi je treba vedeti, kaj to pomeni skrbeti za škofa ze strani župana. Ne gre tukaj za ohranjanje njegovega statusa oziroma preživetvenih navad in tako naprej, ampak prav to, da bosta lahko župan in škof skupaj delala v nekih projektih, ki niso zgolj samoverske narave, organiziranje procesij in podobnih reči, ampak projektih, kjer lahko obe občina in cerkev oziroma škofija skupaj delata. To so projekti tako karitativne narave, tudi vzgojne narave, vzgojni programi, tega je tukaj precej. Tako da moram povedati, da moji sodelavci tukaj kot generalni vikar, stolni župnik sta nekako bolj tukaj kapelarno navzoča tudi v občinskih strukturah. Tudi zdaj, naprimer, kot sem že prej omenil, občina daje na razpolago tudi prostore za forum, prostor sam zunanji kot trg, tu potem kot stavbo, tako da tukaj nam gre zelo naproti. Tako da do konkretnih projektov in načrtov ali nekih vizijskih zadev za prihodnost še tukaj ni. Seveda imamo tukaj ne samo občine Koper, imamo tukaj še druge občine. Mi imamo tukaj Gorica, Nova Gorica. Obe Gorici sta kulturni predstavnici, torej predstavnici evropske kulture. Tukaj seveda nažalost na našem delu slovenskem do kakšnih posebnih sodelovanj strani cerkve in občine ni prišlo. Dočim na nasprotni strani, Stara Gorica, mi rečemo, ali Italijanska Gorica, občina oziroma država in cerkev sta z roko v roki, imata skupne projekte. Seveda, jaz sem rekel tudi našim duhovnikom na goriški strani, vi delajte to, kar ste se začrtali v okviru cerkve in je to. Naredimo tistega v okviru, kar je možno. Zdaj, seveda, škof pride, ima mašo tudi za kakšno slovesnost, zdaj bo v soboto imel mašo za gasilce, recimo, za to regijo, severno, primorsko. To lahko rečemo, da je to lahko v okviru tega projekta, čeprav je to bolj pobožnost, ki je tradicionalna že zaradi svetega Florjana. No in ja, gledajte, nadškof Radelj me je povabil osebno in hkrati tudi župan Italijanske Gorice, s podpisom, vabilom lepim k maši in potem na velik dogodek, ko sta se srečala Sergio Mattarella,
ne, in pa potem tudi naš gospod Pahor, bil že predsednik, in sta bila tam odlikovana za to njuno medsebojno sodelovanje v dobrobit torej Slovenije, Italije oziroma teh območij tukaj. No in Sergio Mattarella je posebej poznaval v svojem nagovoru koprskega škofa. In prišel mi dvakrat tudi roko dati. V priču vseh. In se je rekel potem nadškofa Radelje Goriškega, ki je pa predsednik italijanske Caritas. Kdo je Sergio Mattarella to povedal? Je rekel, jaz sem povedal, da vas pozdravi. In to so, rekel, eni taki pomembni signali, ne? Torej, si zelo želi ta nadškof tudi sodelovanja. Tako da, seveda imajo tu ogromno veliko odprtih vprašanj, ne? Ki jim ni konca. Jaz pravim tukaj, potrebno je biti zelo potrpežljiv, odprt, gledati, premišljati, moliti, kot sem začel, tako pred 3 meseci dejal, pa seveda potem nekje tudi z modrostjo ravnati. Zato, ker stvari so to zelo občutljive, ranljive, bolijo, seveda veliko odprto vprašanje tukaj za nas tudi torej pokop pomorjenih. To sem vas hotel tudi vprašati. To je cel kup, tukaj imamo grebišče in tako naprej. In seveda jaz sem se zelo tudi k temu zavezal, da bom podpiral vse pobude, ki stremijo k temu, da se ti ljudje dostojno pokopljajo, kot je rekel naš škofov vikar za leto Evropske prestolnice in kulture Bogdan Vidmar, da ti ljudje imajo pravico do cerkvenega pogreba in ta se še ni zgodil. Zato mora cerkev tu pristopiti tudi s to obliko solidarnosti in pomoči. Tako da, seveda druga stvar je tukaj ta, da zelo so mi hvaležni Italijani na tem območju, da ko mašujem na teh mešanih območjih, jezikovno mešanih območjih, tudi italijansko vedno izpostavim svoje misel v pridigah ali kakšen nagovor ali po torej programu, tudi podpiram njihove kulturne, torej verske prireditve, tako da so hvaležni in mi se tudi osebno pridejo tudi zahvaljevati, torej da nekako čutijo to solidarnost, prisotnost škofa tudi za njih, kajti tudi oni so naši verniki. Seveda, vse je še pa odprto glede obiska v Trstu, v Vidmu in pa seveda tudi na Hrvaškem, v Reki, v Poreči. Tako da front je veliko. In ravno tu pride do izraza, tudi neka kilometrina, ki ste si jo že nabrali. Človek se začne zavedati, da nima čarobne palčke, da lahko so nameni še tako dobri, načrti še tako plemeniti, to, kar je možno, kar ni, morda bo čez čas možno. Vse skozi je treba ohraniti to neko pozitivno naravnanost in odprtost za dialog z vsakim, seveda, ki želi nekaj dobrega storiti skupaj z vami. Bi pa omenil, da treba pa črpati to zaupanje, vero, da nekdo vendarle od zgoraj bdi tudi nad vami, da vas podpira v teh namenih. In tu bi malce omenil, da tudi tu ste iz škofije z znanimi Marijinimi svetišči prišli še v eno škofijo, za Sveto Goro, tudi znano Marijino svetišče. Od Marije se ne da pobegniti. Ne more. Tudi če bi želeli. Od Marije k Marije. Od Marije ste šli. Ja, seveda. In ta vernost, kako je tu doživljate primerjavi prek Murje, pa tudi to Glejte, jaz sem bil zelo pozitivno presenečen, tu mi rečejo, ja, pa Koper je nekoliko območje, kjer ni toliko vernih, kjer ne hodijo v cerkev in tako naprej, Ampak, ko grem v koprsko stolnico, stal nenehno kdo noter, ali kot turist, ali kot vernik, ampak vedno so ljudje noter. Potem tudi sam nadaljujem s to prakso, ki sem imel v soboti, da vedno zvečer v petkih 1 uro pred mašo spovedujem. Potem mašujem. In je veliko ljudi pri spovedi, tudi tukaj, od vse posod pridejo. In to z različnih kategorij, različnih stanov. Pred veliko nočjo, v tistem 2 tedna pred veliko nočjo, je bilo spovedovanja po župnijah in v koprske stolnice zelo veliko, tako da smo imeli
dnevno dežurstvo z 2 spovednikoma, celodnevno dežurstvo. Je bilo veliko spovedovanja. Tudi jaz sem spovedoval takrat kakšen dan in pomagal. In spovedi zelo lepe, zelo poglobljene. In sedaj se pojavlja trend katehumenata, torej odraslih, ki sprejemajo zakramente. Tako sem jaz na velikonočno soboto, torej na veliko soboto zvečer tukaj krstil in birmal 16 odraslih oseb. In med njimi doktorje znanosti, manekenke, kakšnega športnika in tako naprej. Sinova, ki sta očeta pripeljala k birmi, odrasla sinova. Potem mama, ki je bila pri birmi, hčerka je bila krščena in birmana, druga sestra, ne, je bila pa obema botra. No. Torej, to so stvari, ki so čudovite, ampak to se dogaja, ne, in zdaj seveda te ljudi je treba peljati naprej, jih nagovarjati naprej, jih je treba držati skupaj naprej, zato sem župnikom dejal, naj bo tudi po teh dogodkih, po prejemu zakramentov, še odprti in naj te ljudi vabijo, zbirajo k skupnim pogovorom, molitvam in pa seveda tudi poglabljanju vere. Torej se gre za take nove oblike pastorale. In tudi v drugih župnijah, kot sem omenil, se to dogaja, ne. No, hvala Bogu, tudi v soboški škofiji je nekaj takih primerov, kjer je nekaj katehumenov, predvsem v teh večjih župnijah. Tako da ne gre več za masovnost, ne, ampak gre za pristna jedra. Se to, ne, kaj cerkev je, omenila sva, ne, konklave novega papeža, torej ta globalnost, vesoljnost cerkve, ne, vse to katoliška pomeni, vesoljna, univerzalna, ampak je pa tudi ta osebni nivo, ne, od te vesoljnosti, globalnosti do tega, da nekdo kot katehumen, kot odrasel želi prejeti zakramente. Torej, cerkev se odvija in živi na vseh teh ravneh in ne nazadnje vi ste razpeti med vsemi temi skoraj že, od ekstremom, ne, od nekega posameznika, ki k vam potrka na vrata, do tega, da pripravljate torej medversko srečanje na nivoju svetovnih verstev. In tu je ravno tisto, ne, kar je, se mi zdi, poslanstvo tudi kot škofa, da zna ravno to cerkev narediti tako horizontalno kot vertikalno. Ja, to je, gledajte, zelo zanimivo, kar ste rekli, ne. Tudi kar se tiče verstev, ne. Mi tu na lokalni ravni med seboj se izjemno dobro razumemo. Tako župniki, tako muslimanski duhovniki ali imami, mufti, potem pravoslavni duhovniki, tako pravoslavne kot srpske in makedonske cerkve, to so prijatelji. In na bazi tega gre ekumenizem naprej, kot sem 100-krat omenil, pa še bom, na bazi prijateljstva na terenu. Človek človeku. Prijatelj. Nekako volk, ampak prijatelj. In no to, če se moram potem vrniti nazaj k papežu, gledajte, tu zdaj papež ima v cerkvi zdaj eno zelo diametralno situacijo. Masovnost Azije, masovnih občestev v Aziji in pa v Afriki, pa v Južni Ameriki še, na zahodu potem pa samo še majhna občestva. In zdaj papež bo to moral oboje nagovarjati. Na zahodu krepiti, opogumljati majhna občestva, na zahodu v Afriki pa seveda spodbujati in pa usmerjati velika občestva, ne. In tu bo seveda tudi potrebna ena določena karizma, da je imel čut za eno in drugo, ne, ker majhnih občestvih je že tisti začetek, ponovni začetek ali obnova, ki se je začela pred 2000 leti v cerkvi, ko so z majhnih cerkva, majhnih hišnih cerkva, se je krščanstvo širilo, ne. To je na zahodu. Seveda ta masovnost cerkva na zahodu in pa v Afriki, pa bo šla seveda tudi v eno svojo smer, sociološko, logično,
do neke točke, ko se bo tudi tam začelo krčiti in upadati, ampak ne vem, kdaj to bo. Ne? Tako da tukaj gre za eno valovanje in pomembno je povsod, kjer smo, ne glede na situacijo oznanjati evangelij vis-a-vis. Seveda imamo evangelizacijo po medijih, pa imamo evangelizacijo po tudi drugih sredstvih, ampak vedno še ostaja evangelizacija vis-a-vis v živo, od človeka do človeka. Tu bi vas lahko prekinil, ker kar me je res pozitivno presenetilo takrat, ko smo se srečevali v soboški škofiji, koliko ljudi ste poznali osebno, po imenu. Neverjetno, pa tudi rodovne odnose, pa vse. A vam ste se to tudi zadali, da boste tu čim več ljudi poznali po imenu, po tem osebnem kontaktu? Ne? Ker absolutno. Se že tudi srkati vsa ta imena. Absolutno. Saj drugače ne bom mogel funkcionirati kot škof. Saj kot škof, ki si ga želi danes cerkev, ki je blizu ljudem oziroma diši po ljudeh. Ne? Tako da zdaj intenzivno delam, da se zapomni imena župnikov. Si mislim. Imam narejeno, mi je tajnik naredil Blaž zvezano z gibonko oziroma s fotografije in podatke o njih in potem gre na fotografije in se učim imena, priimke, kam kdo spada, ki je. Tako da nekaj mi že uspeva, seveda bo še pa treba, prav tako je tudi z ljudmi. Tako da že malo sprašujem po ljudeh, kdo je, kaj je, odkje prihaja, kaj dela. Je seveda to... Pomembno in naporno in težko. Se pravi, tam sem bil doma v Pomurju, ne? Tam poznam že določene ljudi oziroma njihove prednike, torej njihove korenine. Ne? Te prednosti tukaj nimam. Ampak sem rekel, je neč. Moja dolžnost je, pa ni dolžnost. Torej, moje poslanstvo, da imam te ljudi rad, potem pa to gre lažje naprej. Ne? Včasih tudi, ko ga malo pomešaš, se ti zdi, da si ga že sreča, pa ga nisi, ker je mogoče zelo podoben komu. Ne? Ja, ampak vem osebno, vsak ceni že ta trud, napor oziroma to željo, da te poznam po imenu osebno, ne? Ker smo včasih že navajeni, da smo, ne vem, v tem modernem svetu že prezrti oziroma inkogniti, anonimusi. Torej, ko ti človeka nagovoriš po imenu, takrat si ga dobil. Odpre se. Ja. Se odpre in to je to. Včasih pa seveda, ko se vam ne zapomne, že bo treba reči, oprostite, saj sva že rekla, kako vam je ime, da ne smemo, hočem vedeti o vas, malo več poslušati. No in tukaj, recimo, zadnje papeži so bili prav, jaz ne vem, to tudi moč svetega duha, so kakšno tehniko izvajali, da so dobro poslušali in dobro se zapomnili. Ne. Tudi za Frančiška je bilo to zelo značilno, da je močno pogledal in se močno zapomnil. Ne. In to, ko ti dnevno srečaš toliko ljudi, rekel, že pamet včasih ne dela. Vsi poznamo, ki smo kdajkoli imeli opravka z večjim številom ljudi, čisto poklicno. Ampak pri tem, ker smo sami mediji, so vam mediji v pomoč trenutno, kako ocenjujete tukajšnje v primerjavi s prejšnjimi izkušnjami z mediji, koliko vam pomagajo pri tem naslavljanju ljudi? Ker če so mediji dobri, mi smo se tudi trudili ravno preko redne mesečne oddaje Škof mimo Prižnice, da ste lažje dostopali do ljudi in to mislim, da je tudi uspevalo. Torej, ne morete, mislim, če imate, zopet bom rekel, nekoga od zunaj, ki je v pomoč pri vašem poslanstvu, je to lahko zelo, bom rekel, ne samo olajša vaše poslanstvo, ampak daje tudi neke zelo multiplikativne učinke. Ali torej so tukajšnji mediji, kako jih ocenjujete glede tega v sozvočju z vami? Torej, mediji so tukaj zelo me lepo sprejeli, zaenkrat je zelo dobro, sem zelo hvaležen, tako tudi vam, ponovno TV AS, da ste mi omogočili dostopati malo bolj ljudi, med ljudmi, prisoten, da razložim tudi tisto, kar sicer ne bi mogel razložiti. Ali pa se poskušam razložiti. Ampak tukaj so mediji tudi zelo lepo sprejeli, zelo naklonjeno, zelo spoštljivo, zelo dostojno na nivoju, profesionalno, prizanesljivo celo. Tako da zelo sem vesel, zelo dobro. No in zdaj že v teh dneh, ko se dogajajo ti dogodki okrog papeža, seveda prosijo, jaz sem pač tudi fizično odsoten, ker sem na župnijah in je težko priti takoj jim naproti, ampak koliko se da, sem tudi jaz pripravljen jim pristopiti in seveda tudi temu oziru pomagati, da si pridobijo informacije oziroma tudi da kakšno
izjavo dam. Ne. Zdaj seveda v Sobote medije, ne vem kako to, vsaj v začetkih, v dobršnem delu mojega službovanja so v meni videli, ne vem, nekega, kot ne bodi si ga treba tukaj, ne. Tu si, pa zakaj si tukaj, to počneš. In seveda moram tudi zelo pohvaliti zdaj recimo tale TV As, bom kar izrecno povedal, za to naklonjenost, ki je ves čas prisotna, ne. Potem pa na zadnjem obdobju, zadnja leta Vestnik, ki je objektivno zelo dobro poroča, potem pa se jaz kar ustavil. Zato, ker ni bilo korektno, ni bilo dobronamerno, marsikaj pri drugih medijih. In pač, ja, to je potem tudi med ljudmi sprožil en kontrarefleks močan, ki odmeva seveda tudi tukaj, v naši pokrajini, pri Primorju, vendar ne v dobro Pomurcev. Ne v dobro Pomurcev, ampak v čudenju, pa hkrati tudi rekli, naj se vam to ne dogaja pri nas, kar se je v vaši domači deželi. In zdaj recimo tudi za mnogo ljudi iz Pomurja mi reče, dobro, da si šel, tukaj imaš več miru, kot si ga imel doma, kajti doma si imel preveč ponižanj in žalostno je, da te domači niso sprejeli. Včasih se zdi ta neznosna lahkost metanja polen pod noge, ne? Gre za eno nevoščljivost, za eno privoščljivost, moram reči, na žalost, tudi kar nekaj duhovnikov, tudi, ki so k temu pripomogli z obeh strani Mure. Jaz včasih pravim, če bi se držali že samo tega Paracelsovega pravila, ne škoduj. Ne? Ker v bistvu si lahko samo del rešitve ali pa del problema. In za sebe se smatral vedno kot nekoga, ki išče rešitve, ker tudi če se nisem strinjal, sem se vprašal, na kak način s tem rešujem problem, ali ga ne delam samo še večjega. Ampak ker je nekako urica že pogovora za nama, počasi bi lahko zaokrožila, mogoče kaj je največja sprememba od teh 100 dni, ko smo rekli, da vas obiščamo, od prej in potem, med tisto zgodbo in to zgodbo. Saj ste že omenili, so mediji, je tudi ta neka pozitivna klima, ampak mogoče z samo eno, dvema besedama, kaj vas je pozitivno presenetilo oziroma kaj je tisti vtis, ki vam ga je ta prostor v tem času pustil, ki vas je najbolj... To je nekaj, ne vem, veliko je te neke sproščenosti, zdravega odnosa. Bi rekel, ljudje tu niso čustveno nabiti in ne eksplodirajo, vendar vse, kar povejo, nekako povejo mirno, dostojanstveno, tudi če mogoče včasih kaj malo bolj v neki podlagi, ko bi lahko to zabolelo, pa moraš poznati človeka in okolja in nimaš razloga, da bi karkoli se začudil ali celo zameril, ne? Je zelo iskreno povedano, ampak rekel, zelo tako dobronamerno, zelo spoštljivo, veliko je veselja, pogovorov, recimo z duhovniki, ko se srečam. Meni rečejo duhovniki že zdaj nekateri, gospod škof, pa nam se zdi, da ste vi vedno naš škof. No, to je zelo, zelo velik kompliment. In še nekaj smo opazili. Pa so imeli zelo radi škofa Jurija. In škofa Juriju je predhodnikom zelo prijatelja, on mi zelo pomaga, sodeluje. On gre na področja, kjer jaz nimam časa, ker imam druge reči in se zelo komplementirava in to je neverjetno. Te sinergije, zato sem vedno... In se mi zaupajo duhovniki, ko da se poznamo. Smo na birmanskih srečanjih, imamo pri recimo kosilu, se pogovarjamo večinoma o pastoralnih vprašanjih, duhovnih vprašanjih, ne slišim, da bi drug drugega kritizirali, ne slišim, da bi drug drugemu kdo kaj slabo želel. Bi rekel, zelo močna, velika povezanost med duhovniki. Hvala Bogu za to. In jaz sem tukaj res, in meni tudi rečejo tukaj duhovniki, gospod škof, vi se morate zdaj tudi navaditi biti škof. Škof je škof, za svojim poslanstvom, za svojim mestom, ne. To pomeni, da ste vi tisti, ki vodite, ki nam poveste in tako naprej.
Tako da, pravim, tu je neka zelo zdrava klima, ne vem, v nas pomori je neka depresija, neka žalost. Gledam še vedno kakšne naše medije, vse te veselice, pa pride en ansambel, pa drug ansambel, tam je vse veselo, seveda mora se spiti. Če pa že kakšna občinska proslava, so pa že resni obrazi. Pa res, a so nevoščljivi tistemu, ki prejema nagrado zaradi tega, ali kar se dogaja. Ni žalostno stanje, jaz ne vem. Ker tule še nekaj je postalo z vašim prihodom manj nenavadno ali pa bolj vsakdanje, namreč slišati prekmursko besedo. Ko je naša ekipa prišla sem, pa smo se že tu pogovarjali po prekmursko in potem, ko smo z ekipo šli na obalo in smo se tudi seveda sproščeno pogovarjali o prekmurščini, sem opazil dvakrat, trikrat tisti lep nasmešek. Aha, to so pa prekmurci, to so pa zdaj naši prekmurci tu, tako da ste prinesli tudi, se pravi, delček te več, zdaj ne bom rekel kulturnosti, ampak tega bogatstva Slovenije, ki ga ima tudi z tega, po teh dialektih. In nama manjka, se mi zdi, kot Prekmurcem, da bi spoznali te svoje prednosti in da bi jih veselo živeli, ne? Ker tako kot imamo slabe, imamo tudi dobre, ne? In nekaj tega dobrega, tega prekmurstva, ne, je gotovo ohranjati v sebi in ga prinašati drugim tudi lahko v pomoč pri vašem poslanstvu. Za konec bi to zaokrožil samo še s tem, večkrat ste omenili v naših pogovorih tudi sanje, ne bom rekel, da so bile pomenljive, ne bom rekel preroške, ne. Kako spite tu? Ali ste že imeli kakšne pomenljive sanje? Kako vam je tudi prostor z vašim bioritmom? Spim dobro, hvala Bogu, ker vsak večer gremo trujen tako, da samo padeš, ja. Ker je toliko stvari, se dogaja, en dan ni enak drugemu, tako ja, spim dobro. Seveda, jemljem si pa tudi, koliko je le možno ta privilegij, da grem tukaj 10 minut dol od Škofije proti obali in na sprehod, ob morju. In potem grem tja proti Žesterni, ali nazaj, moram še zdaj eno traso najti za kolo, to je nujno, tako da hvala Bogu je to res, rekel, živci so mirni, sproščeni, kljub temu, da me nekateri sprašujejo, kako to se zmorem, vse te razdalje, vse te obveznosti, ampak jaz upam tudi, da bo tudi Murska Sobota dobila čim prej novega škofa. Sem tudi nunciju, gospodu nadškofu Jean-Marie Špajh povedal, zdaj ko odhaja, naj obenem poskrbi, da bo v soboto takoj prišel čim prej škof. Seveda, zdaj na žalost je prišlo do smrti papeža Frančiška, preden se bo, kot sem že rekel, tudi spostavil funkcioniranje dikasterij za škofe, kjer se te stvari tudi odločajo, bo najbrž nekaj časa, ampak Bog nam daj čim prej tako kot novega papeža, tudi novega soboškega škofa. Jaz upam, da ko se ta oddaja gleda, da že vemo, kdo papež je, vemo, kdo je koprski škof, vemo, kaj želi. To ste nam povedali, monsignor dr. Peter Štumpf. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala vam tudi za obisk, pa še kdaj.